Dober dan, dobrodošli v novem tednu. Ja, kakor slišiš, z mojim glasom ni najboljš, zdaj sem še v redu, ampak ja, ko mi govorim, tako da bomo zdaj imeli, bom snimala, kakor pač kaj počnem, pa ne bom nekaj preveč govorila, da šparam glas. Čin, šla sem zdravnici, dala sem kri in zdaj čakam, da me pokličejo, da mi povejo. Ne vem, če bo z antibiotike ali ne. Jaz bi rada videla, da je, ker to bo edino pomagalo. Čin. Lep pozdravček. Danes imam več glasu, sam boli pa še zmer kar norcih stari. A ja, včeraj me je poklicala zdravnica. Rekla je, da je bakterijska okužba in naj si čistim nos, pa le kar dol sem dobila. Ok, tako da jaz upam, da bo boljše. Zdaj bom spila kofe. Zgleda, da se bo lil. Se bom počivala, no, mislim, se imam še za posesati, pa tako, ne, par teh gospodinskih opravil, ko ga zmer pa gledala. Pa mi to pa mogoče še film, videla je, pa jedla, pa brokolijevo juhico moram narediti, kam tle brokoli. Ja, to je to, v bistvu vse. Easy. Koliko se dobro ptički slišijo. Koliko fajn. Čin, čin. Naredila sem brokolijevo juhico, 3/4 tega lonca. Mislim, da še nikoli nisem toliko juhe naredila. Tako da jej. Zdaj pečem še ribico, imela jutra za službo, pa zdaj si bom še pogrela od včeraj za večerjo. Rada bi se ti zahvalila na ful lepih komentarjih z prejšnjega vloga. Pa zmer, začnem kašljati, je grozno. To bo zvenelo gnusno, ampak jaz ne znam dati ven te sluzi in potem se to gotam. Zato pa je to, kakor je, ne. Sem ful pomaga, ker sem tih in se glas očitno obnavlja. Hvala za ful lepe komentarje. Res, ful mi to pomeni. Hvala, da zmer prideš naproti mi za feedback, no, tako res, ker pač jaz zmer to rabim. Ker pač me je tako... Težko mi je dojeti, a ne, da me pač res ful gleda pa tako, ne, tako da res ful hvala, no, res ful cenim zmer te komentarje in da ste res tako spoštljivi, prijazni vsi, tako da ful hvala, zdaj moram biti pa tih. Ojla. Jutro, koliko je pa danes oblačen, pa mrzlo. Noro. Ja, glas je še zmeraj. Je pa se bolj, saj nisem se sred noči zbujala, ker sem zdaj 2 dneva sred noči toliko kašljala. Tako da saj to nisem. En dan je vroče, drug dan je mrzlo, spet en dan vroče. To vreme se čuda toliko fuka prehlajenih. Ja, treba je še na fitness, da ga bom počakala in bom vmes brala knjigo. Dober večer. Z grla mi na bolj, tako da ja, hvala za vse dobre želje, da se čim prej pozdravim. Deluje, to zmer deluje. Danes sem knjigo prebrala, Žarko Petan, Hotel Dubrovnik. To je v bistvu avtobiografija. On je bil režiser, pa tudi avtor parih knjig. Nikoli slišala za njega? Ful zanimiva zgodba. Sicer sem malo drugače pričakovala, da bo, ampak ok, je bilo še zmeraj zanimiv. V katerih norih časih je on živel? V norih časih, med rojenjem, med obema vojnama. Tako imeli so hotel, pa kavarno, ki je njegov oče vodil, ki je bil ful uspešen. Potem je eno pogodbo podpisal, kjer je izgubil vse. Najprej so živeli takrat v Zagrebu, potem v Mariboru, ker so spet imeli kavarno, pa gor stanovanje, z nacionalizacijo so vse to izgubili.
Che cosa, mislim, kaki časi, ko nam je to zdaj nepredstavljivo, v bistvu, ne. Dobro, se današnji čas ima spet svoje druge glupe fore, ampak tako, noro. Najprej mi je bila tako, pa mi je ful všeč, atla 4 zvezdice. Lep pozdravček, ko misliš, da gre na boljš, ne gre. Danes sem prišla domov, z dragim pa se kavico pila. Danes sem začela brati tole knjigo. Jiri, Kratohvil, Tožni bog, me sploh ne potegne, tako da sem nehala. Sem jo sicer dala na Vinted, ampak če bo voče, ne bo nič. Pa sem pa še tole začela, Mimi Malenšek, Počitnice Bajangi, sem je tako mladostniška, pa mi je pa to dolgočasno. Wow. Tako da bom zdaj začela s tole. To sem v bistvu vzela od Tije, tako da verjamem, da bo dobra. Oziroma, a ne, tretja sreča, kako pravijo. Kako je fajno vreme, ker je tako malček oblačno, še zmer toplo. Tako vreme meni idealno. Sicer ulilce po moje ne bo. Ja. 2 stvari, ki sem jih ugotovila zdaj, ko sem bolna. Sej, itak, tega se vsi zavedamo, številka 1, da je zdravje. Ko si zdrav, je vse samoumevno, ko nisi. Sej, itak se vsi tega zavedamo, šele ko nisi zdrav, vidiš, kaj je zdravje, pa sem jaz samo prehlajena. Druga stvar, a ne zdaj, ko pač normalno govorila sem največ seveda v službi, pa ko sem doma, sem tako res tiha, ne, tudi z dragim nisem hotela ful gobcati. In dejansko je dobro, da ne vrtimo skozi tega gobca, a ne. Je kar dobro biti tih. Ja, se smeka dragemu. Zdaj malo počivaš, ker ti ne moram težiti, ko sem tih. Šalo na stran. Ja, v bistvu bolj, da sem tih. Bom upoštevala svoj nasvet. Dobrodošli v skladišču. To je prostor direkt zraven sobe. Tako da, ki je v bistvu tudi uradno zdaj naš prostor. Ne bom kaj več prikazala, zato ker mi je malo neroden. Ampak ja, tukaj imam jaz vse viška stvari, oblačila, sezonska oblačila, knjige, pač vse, kar je viška, kar ne sodi v sobo. Tako da tle jaz ko shodam sam. Zato si ful želim res prodati stvari, ki jih ne nucam, no. Misika, pridi. O, Lovika. Joj. Alfante, kaj si? Kje si? Pridi. Jo. Ja, evo božam. Božam. Joj. Pazi na moje tacke. Kje si? Kje si? Pridi. Petja, Petja. Mi amor. Joj. Ljubika, poglej me. Poglej me. My friend. Ker božala bi se, ker za mano bi šla. Lep pozdravček. Evo smo bili v cerkvi. In zdaj, ko sva prišla ven, se počutim, kot da sem v nekem čist drugem svetu. Zdaj se še s kolegom dobiva, gremo na kofe. Tako. A ja, pol popoldne gremo pa k sister, ker najstarejša nečakinja praznuje rojstni dan, 19.
Posodo sem pomila, posesala sem. Kaj bom zdaj še počela? Zdaj bom v izi, pa sem pa itak zrihtala, pa greva do sister, tako da. Kako je že vroče. Zjutraj pa megla, zjutraj bo res ko, megleno. Pa še šminkica za ustnice in krema. Če sem pozabila zaključiti vlog, ko danes je že naslednji dan. Hvala, da si tle, hvala, da gledaš, rada te imam, drži se, se vidimo naslednjič. Čau, čau.